projekt, ki smo ga dobili pri ARRS, ki se imenuje Glasba in etnične manjšine, transkulturna dinamika po letu 1991. Dovolite mi, da vam na začetku povem nekaj o samem projektu, potem bomo imeli tudi nekaj gostov, seveda ste vsi vabljeni tudi v pogovoru in seveda bomo predstavili tudi neposredno udeležence tega projekta. Osamosvojitev Slovenije, vojna ob razpadu Jugoslavije, vstop Slovenije v Evropsko unijo in aktualna begunska kriza so le nekateri izmed dogodkov, ki so povzročili identitetne spremembe in vprašanja pri obstoječih manjšinskih skupnostih in sprožili nastanek novih, vse to pa je pomembno vplivalo na multikulturno podobo Slovenije. Projekt se problemsko osredotoča na strukturo in procese transkulturnih dinamik manjšinskih glasbenih praks v Sloveniji po letu 1991. Pri tem sledimo razumevanju manjšine kot identitetne, tako individualne kot tudi kolektivne kategorije, ki se definira v odnosu do dominantne skupnosti in kulture. Zato vključujemo raziskavo poleg glasbenih praks italijanske in mađarske nacionalne manjšine ter romske skupnosti, tudi glasbene prakse tako imenovanih novih manjšin, ki jih predstavljajo člani z različnih področij bivše Jugoslavije, priseljenci, begunci in azilanti. V ospredju raziskave je glasba kot identitetni označevalec in komunikacijsko orodje, ki se uporablja kot sredstvo za procese samoidentifikacije in transkulturne dinamike v zasebnem in v javnem prostoru v Sloveniji. Torej, zakaj raziskovanje glasbenih praks? Za omenjene posameznike skupine in združenja glasba pogosto predstavlja skupnosti v prostoru, v katerem njeni člani ustvarjajo, doživljajo ali pa izprašujejo identitetne diskurze. Predpostavljamo, da igra glasba različne vloge, predstavlja vez z državo porekla, torej vez s preteklostjo na nek način, spodbuja etnično identitetno komponento, deluje terapevtsko v osebnostnih stiskah, kot komunikacijski dejavnik presega etnično-identitetne povezave, naslavlja prihodnost in konstruira nove identitete v novi državi. Zato izhajamo iz stališča, da glasbeniki deželi gostiteljici oziroma v družbi večine sicer pogosto predstavljajo svojo etničnost v glasbi, pri čemer je pa to le ena izmed identitet, ki sestavljajo njihov glasbeni vsakdanjik. Znanstvene raziskave kažejo tudi na to, da ima glasba zaradi interakcijskih kvalitet velik potencial pri vzpostavitvi vzajemno koristnih procesov integracije priseljencev v novo življenjsko okolje. Glavni namen projekta je zbrati, analizirati in sistematično distribuirati temeljna spoznanja o multikulturnosti slovenskih glasbenih praks ter ponuditi niz temeljito izdelanih študij primerov. Projekt želi iz perspektive družbe večine ponuditi sistematični pristop k glasbi kot kulturni praksi oziroma opredelitvi glasbe kot družbene aktivnosti, ki vključuje vsa glasbena dejanja in vedenjske vzorce. Cilj raziskave je analiza manjšinskih glasbenih praks s široke kulturološke perspektive, ki razkriva tako strukture glasbenih praks, kakor tudi dinamiko in obseg procesov, ki se spreminjajo, prinašajo, odnašajo, uveljavljajo znotraj kulture ali pa jo potiskajo na družbeni rob. V dinamičnem, kulturno hitro se spreminjajočem se sodobnem svetu so identitetne strukture in procesi ključnega pomena za vsakdanjo kulturo bivanja, kot tudi za institucionalno kulturno politiko. Projekt bo preko glasbe odstrl globlji pogled v sodobno manjšinsko problematiko, s tem pa nudijo oporo za oblikovanje strategij pri delu teh skupnosti v percepciji multikulturnosti nasploh. Nekaj besed o metodoloških pristopih. Raziskovalno delo, ki temelji na pristopih z področja migracijskih študij, ki so zavrgle pogled na migracijske skupnosti kot nosilke izključno nacionalne identitete dežel
in zanikal miselnost, ki temelji na konceptu metodološkega nacionalizma. Raziskava bo vključevala tudi ključne teoretske in metodološke pristope aplikativne etnomuzikologije in sicer sodelovanje kot epistemološko in metodološko sredstvo ter družbeno intervencijo. V vključenost različnih glasbenih praks manjšinskih posameznikov in skupnosti v projekt bo omogočilo pridobivanje novih znanj o tem, kako se današnje skupnosti oblikujejo, uveljavljajo, krepijo in kako se spreminjajo identitete v regionalnih, nacionalnih in nadnacionalnih kontekstih. Rezultati projekta. Intenzivno delo s člani različnih manjšinskih skupnosti v Sloveniji bo vsem udeležencem tega procesa omogočilo izmenjavo znanj in tako izboljšalo razumevanje obravnavanih problematik. Rezultati projekta bodo predstavljeni v monografiji, to je prva reč, z obsežno predstavitvijo končnih znanstvenih in aplikativnih rezultatov projektne raziskave, potem v tematskem zborniku znanstvenih prispevkov, na tematski konferenci, na koncertu Glas manjšin v Sloveniji, ki bo pomembna javna predstavitev dosežkov projekta, ter za objavo gradiva in rezultatov na projektni spletni strani. Za slednjim bodo rezultati dostopni tudi drugim raziskovalcem, glasbenikom in nasploh zainteresirani javnosti na nacionalni in tudi na globalni ravni. In za konec nekaj besed o raziskovalni skupini. Lahko rečem, da tu govorimo, če vzamem samega sebe, da imamo en dream team, eno sajnsko skupino raziskovalcev, ki povezuje dve temeljne inštituciji za to vrsto raziskovalno delo na Slovenskem, po eni strani Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, po drugi strani celo dva inštituta v okviru znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. In člani te skupnosti so raziskovalne skupnosti, vidim, da smo vsi tukaj, profesor Leon Stefanija, ki je sistematični muzikolog, potem profesor Jernej Weiss, ki je tudi odzadnji, ki se ukvarja bolj z zgodovinskimi pristopi, za historično muzikologijo, potem dr. Anna Hoffman z Inštituta za spominske in kulturne študije ZRC SAZU in Mojca Kovačič in Urša Šilic in Drago Kunej, ki vsi predstavljajo Glasbeno-narodopisni inštitut ZRC SAZU. Tako da osebno sem zelo navdušen na tem sodelovanju in mislim, da nas čaka zelo lepa raziskovalna leta, vse do leta 2020. Ampak to še ni kompletno. Dejstvo, da imamo tudi pri nas na fakulteti veliko mednarodnih študentov, je nekako pripeljalo na misli, kako te študente vključi tudi v raziskavo. Tako da imamo kitajsko študentko, Chang Xiaoju, ki je danes ni tukaj, Daniel Mansour, je naš ameriški študent, in nazadnje imamo predstavnika študentov, to je Jan Denis Küzcan, ki je iz Turčije. Tako da bomo tudi z njihovo pomočjo še boljše delali način v našem okolju. Bistveno vprašanje pri tem je seveda ne raziskava zaradi raziskava. Ne gre samo za poglabljenje in razširjenje znanja, pa gre tudi za naše sodelovanje in pomoč. Se pravi, mi pričakujemo nekako tudi ze strani predstavnikov manjšinskih skupnosti, ze strani predstavnikov državnih in drugih inštitucij, raziskovalnih inštitutov, pomoč pri tem, kako izboljšati stanje. V tej ekipi mislim, da smo dovolj izkušeni na tem področju, saj se ukvarjamo z manjšinami smo se ukvarjali že nekaj od 80 let, saj nekateri naprej. In prva konferenca, recimo prvi simpozij, kaj se njihove študijske skupine, je potekal prav v Ljubljani leta 2000. In recimo kolega Mitja Žagar, kolega Leon Stefanija sta še sodelovala pri tem zgodniku, ki smo ga takrat prav v kombinaciji fakultete in inštituta glasbeno-narodopisnega, ZRC je celo zaročnik, realizirali takrat. In od takrat naprej je ta študijska skupina pri vodilnem združenju muzikologov se je selila na Poljsko, na Hrvaško, v Bolgarijo, na Češko, ima
namesto vse tiste knjige tukaj, na kateri smo zelo pridno sodelovali in nabirali znanja. Recimo Music in Motion je tudi ena taka zelo pomembna publikacija, ki govori prav o beguncih, o teh kriznih obdobjih, pa tudi mogoče uspešni projekti kolegov iz sosednjih držav, recimo bosanska glasba na avstrijskem, ki je nastala prav kot posledica begunske krize. Imamo tudi različne zunajevropske izkušnje, recimo pri Vietnamci, ki so zelo ponosni na svojih nekaj 50 manjšin. Na Hrvaškem so, mogoče zanimivo povedati, so naredili tudi eno tako zgoščenko, ki predstavlja vse manjšinske etnične skupnosti na Hrvaškem. Mi tega zaenkrat še nimamo. Avstrijci tudi imajo nekaj podobnega. Pri nas master projekte seveda, kot je recimo tale etno, do katerega poskrbijo Sivic, ki je ljudje bojo recimo v 8 jezikih vse skupaj. Torej, poleg slovenščine slišimo še romščino, marsikateri drugi jezik. Ali pa tale čudovit projekt znotraj kulturnega etnomuzikološkega društva Folk Slovenije, ki je naredila kolegica Katarina Jovančič, ima uspavanke. Ampak kakšno uspavanke? Uspavanke različne skupnosti, ki živijo na Slovenskem. In nazadnje, lansko leto smo imeli proslavo 20-letnice tega društva, kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, in smo naredili tale CD. In tu imate tudi šrilanško glasbo, japonsko glasbo, torej glasbo različnih manjšinskih skupnosti, ki živijo na Slovenskem. In nazadnje bom omenil samo še tole, to je tale veliki zbornik pri Oxfordu aplikativne etnomuzikologije. To je prav to, kar vam želim povedati. Cilj te smeri v etnomuzikologiji je, kako uporabiti naše znanje, naše razumevanje, naše veščine, da izboljšamo situacijo, ki smo jih priča v raziskavi. Torej, gremo naprej od tiste meje, zdaj smo razširjali in poglabljali znanje in gremo v konkretno akcijo z aplikativnim delom projekta, v katerem želimo pomagati. Pri tej potrebujemo seveda pomoč vas, ki predstavljate skupnosti, pomoč medijev in seveda pomoč vseh inštitucij, ki so tukaj prisotne. Jaz imam veliko zadovoljstvo, da vam takoj na začetku predstavim naše goste, ki so zdaj zbrani ob tej mizi. Dr. Suzana Čurin-Radovič, ki je upokojena vodja sektorja za kulturne pravice manjšin in razvoj kulturne raznolikosti na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Sem imel tudi zadovoljstvo sodelovanja z dr. Radovičem, skozi dolga leta tudi v komisiji, in glede na njene bogate izkušnje, izjemno prizadevnost, bi jih hotel zdaj vprašati, glede na vaše izkušnje v tej funkciji, ki ste naredili veliko dobrega. Kje ste se ustavili, recimo? Kje je ta točka, iz katere rečemo, to še manjka? Kaj ne naredimo naprej? Kako naj premahnemo to izkušnjo v neko dobro smer? Prosim. Hvala lepa za povabilo. Če dovolite, da se najprej malo predstavljamo tudi moje delo, potem pa tudi svojo vizijo oziroma predstavo, kako naprej na tem področju. Torej, na tem manjšinskem področju sem delala na Ministrstvu za kulturo, prej pa na Kulturni skupnosti Slovenije od leta 1988 do leta 2013, pred 35 let, do upokojitve. Vodila sem torej to službo za sektor za kulturne pravice manjšin in razvoj kulturne raznolikosti in dosegla, da je bila to samostojna služba, ki je bila podrejena neposredno ministru. To je bilo zelo težko doseči, ker spočetka je bil to samo en svetovalec, potem je bil manjši oddelek in potem smo si izborili, da je to bila samostojna služba, ki je sodelovala tudi z drugimi ministrstvi, z mednarodnimi organi in tako naprej. No, leta 1992, točno pred 25 leti, zelo zanimiva koincidenca. Se pravi, 25 let je star letos program za tako imenovane nove manjšinske skupnosti. Takrat sem prvič razširila kulturno raznolikost na podlagi 64. člena Ustave od takratnih ustavno priznanih manjšinskih skupnosti širše na kulturno raznolikost
ostalih. In danes leto se praznuje ta program, ki še živi na DSKD 25 let. Leta 2007 smo vzpostavili še strokovne temelje za financiranje manjšinskih programov in ta program financiranja iz evropskih kohezijskih sredstev, ki tudi še živi, letos praznuje pa 10 let. Torej, leta 1994 sem v okviru magistrskega študija pri doktorici razvila model spravljanja kulturnih raznolikosti na državni ravni. Leta 2004 pa razvila še dinamični model za varovanje kulturnih pravic posebnih socialnih skupin, pri čemer sem vključila še 2 ranljivi skupini, v to kulturno raznolikost, invalide in otroke. Ta program, oziroma ta model sem leta 2005 na kratko predstavila v OZN, pred odborom OZN, in takrat je bilo rečeno, da bi lahko ta model služil kot model dobre prakse za jugovzhodno Evropo. S profesor dr. Marino Mušič-Kacin iz tega SZU-ja sem se takrat pogovarjala, da bi ta model v okviru moje doktorske disertacije tudi javno objavljen, ampak pač ni bilo denarja za takega. V vsem tem času sem prepletala teoretično in praktično znanje, ki se zavzemala za strokovnost in etičnost ter naravnanost k ustvarjalcu in uporabniku. Recimo, vsako sredo sem kot vodja služba imela dan odprtih vrat za umetnike, za najboljše ustvarjalce na področju manjšinskih skupnosti in se z njimi pogovarjala, kako izboljšati strokovno delo. Leta 1992 sem predlagala ministru tudi, da se uvedejo sodelovanje s strokovnim podsistemom in takrat mi je odobril ravno na tem področju manjšinskim se je prvič začelo, da so začele delovati strokovne skupine in eni prvih predsednikov te strokovne skupine spoštovani dr. Mitja Žagar. Danes še predavamo posebno etiko v upravnem podsistemu in sicer na Upravni akademiji in fakulteti za upravo in se še vedno zavzemam za čim več strokovnosti, znanstvenosti in etičnosti v upravnem podsistemu, ki je po 120. členu Ustave samostojni strokovno upravni podsistem, ki lahko ministru predlaga najboljše možne strokovne rešitve. Zanimajo me tudi kultura v širšem in možjem smislu, umetnost, etika v najglobnem smislu, zato sodelujem tudi z Jungovim inštitutom, človekove pravice, še posebej kulturne, ker menim, da je kultura element etičnega preživetja v raznolikem svetu, ker prispeva ne le k miroljubnemu, ampak bolj bogatemu sobivanju, če le se upošteva, da je meja mojih pravic in pravica drugega. V subtilnem zaznavanju razlik, ki bogatijo in njihovem smiselnem povezovanju v celoto, vidim sama umetnost življenja. In pri tem vidim v glasbi prav posebno vlogo, zato ker presega jezikovne in druge ovire in na vse zadnje tudi senzibilizira posluh za sočloveka in človekove pravice. In zdaj, da odgovorim na vprašanje, kaj je tisto, kar je ostalo, za kar sem si zelo prizadevala, še preden sem odšla z Ministrstva za kulturo. Prvo je to, da ko govorimo o tako imenovanih novih manjšinskih skupnosti, se mi zdi pomembno, in to sem zdaj v zadnjem času tudi upozorila aktualni minister za kulturo, da se naredi posebna senzibilnost ali bi rekla posebna pozornost se posveti manjšinam iz tako imenovanih jugoslovanskih republik, torej ex-Jugoslavije, zato, ker so postali manjšina tako, da njihov imigrantski status ni bil popolnoma prostovoljni. In zato potrebujejo posebno skrb in posebno mesto v ZUJIK-u in v NPK-ju. To je ena stvar, ki sem jo ves čas poudarjala. In druga stvar je, torej to področje bi moralo imeti več kadrov na Ministrstvu za kulturo, več kadrov na
javnem skladu za kulturne dejavnosti in tudi več denarja, da bi se lahko udejanila kvalitetna integracija. Se pravi, v Sloveniji deluje veliko umetnikov, ki kvalitetno, na najvišji ravni, na ravni presežka, prispevajo kulturi v Sloveniji. In škoda je, da Direktorat za ustvarjalnost pač nima nekoga, ki bi se sistematično in strokovno poglobljeno ukvarjal s tem področjem. Zato torej se zavzemam za to, da se oblikuje posebno mesto za kulturno raznolikost po novem nacionalnem programu za kulturo in v ZUJIK-u, da se zagotovi več denarja za projekte in tudi več kadrov. Toliko za začetek. Hvala lepa. Drugi gost je gospod Matej Maček, ki prihaja z javnega sklada za kulturne dejavnosti. Najbolj poznamo po teh EFN programih, verjetno vsi tisti, ki se prijavljate na razpise, ki jih organizira JSKD, potem zelo dobro veste, da gre za manjšinske skupnosti. En del manjšinskih skupnosti pa je zanimivo, je še zmeraj pri komisiji na Ministrstvu za kulturo in del pa je na JSKD. Mogoče lahko o tem kaj poveste, pa nasprebete naprej. Ja, lepo pozdravljeni. Res je, da razpis ETN zauzema samo tako imenovane novodobne manjšine. Manjšine, ki so ustavno priznane, so še vedno pod okriljem Ministrstva za kulturo. Sklad pa sicer že od svoje ustanovitve naprej deluje kot manjšinskim skupnostnim programsko in tudi za razpisnimi sredstvi. Še posebej po leta 2010, ko smo strani ministrstva ta razpis prevzeli. Takrat je bil razpis težak stati 234 000 evrov, potem so sredstva nekoliko upadla, smo tudi za ostalimi razpisi, zaradi pač situacije v državi in krize. No, v zadnjih letih je bilo sredstva počasi na vzgor, zdaj smo na okoli 140 000. Skupnosti, ki se prijavljajo na razpis, so večinoma skupnosti nekdanjih republik Jugoslavije, potem se pa v manjšini pojavljajo še arabska skupnost, afriška, nemška, švedska, ruska in ukrajinska skupnost. Zdaj sklad delno skrbi tudi programsko za manjšinske etnične skupnosti. Tukaj imamo dve regijski kulturni srečanji in pa literarno srečanje Sosed tvojega brega. Se pa sedem za okolico Čunin, ki že prej izrazili, da smo pač leta 2010 prevzeli razpis. Nismo pa dobili podpore v dodatni kadrovski pomoči. Sedaj tukaj po mojem mnenju še velika rezerva, kaj bi se dalo narediti, kaj bi se dalo dodatno organizirati ne samo v razpisnih sredstvih, ampak tudi programsko. Mogoče za enkrat. Mogoče samo še eno kratko vprašanje, ki mislim, da se bo dobro povezalo s kasnejšim delom. Kakšna je komunikacija recimo za predstavniki manjšinskih skupnosti? Ste zadovoljni, je to mogoče kaj za dodati ali vidite nekaj, če smo se izboljšali? Ja, če govorim osebno, smo pač na dnevni bazi telefonsko in tudi osebno v navezi. Je pa tako, da pač komunikacija je nujna, prenos informacije je nujno potreben in tukaj gre za izobraževanje. Imamo zelo širok spektar organiziranosti društva, katere so zelo na visokem nivoju, tudi manj. Tam je pač treba, da je zobočiti na pomoč in stvari dodatno vložiti, zaradi na svete in pač pomagati podjetniki iz društv, tisto najboljše, kar se da. Hvala lepa. Če mi ne zamerite preskočiti na gospoda Mijatoviča, ki se tudi nekje najbolj navezuje dejansko, ki za sabo ima bogato kariero profesionalnega plesalca in pevca v geografski skupini Kolo, ter vodi
vodenja srpskih folklornih skupin na Slovenskem je umetniški vodja Sveti Sava in je koreograf, strokovni spremljevalec, tudi srečen, tako da je to malo eno povezavo tudi z JSKD, ampak z druge strani. Ne? Torej, vprašanje, ne? Ali in kako je osamosvojitev leta 1991 vplivala na delovanje manjšinskih folklornih skupin v Sloveniji? To je mogoče pogledno obdobje pred osamosvojitvijo in po osamosvojitvi. Lahko dobim en vaš pogled na to, prosim. Zdaj pozdrav vsem. Jaz sem glavno praktičen. Vse, kar smo tukaj sedela s folklornimi skupinami in mi to ustvarjamo, kako znamo in izmeriti. Dajte, od 91. leta ni bilo potrebe do ustvarjanja, osnivanja novih folklornih skupin oziroma kulturnih društv v Sloveniji, glede na to, da je bila ex-Jugoslavija dala možnost vsem, kar živijo tukaj na področju Slovenije, da imajo stike s svojimi svojo kulturo iz bivših republik. Pod 91. letu so to čutili potrebo, da se malo organizirajo in da poskušajo ohraniti svoje tradicionalne melodije, pesme, običaje in tako naprej. Čeprav so velika večina njih ratali Slovenci po 91. Ne glede na to, 91. leta so začeli že formirati svoje kulturne društva. Eno od prvih je Sveti Sava, potem se društvo Srpska skupnost formiralo v Ljubljani. Potem sredinom 90-ih let so začeli še iz drugih republik se formirati, isto Makedonci so začeli delovati. In do 2000. leta to je bilo tako nekako, kdo se kako najdel in kako je imel denarja, kako je imel ljudi, ki so jim predstavili to, kar so hoteli oni imeti. Po 2000. letu to je ekspansiralo, moram reči, da velika večina tih društv se znajdlo, uz podporo javnega sklada in Ministarstva za kulturo, pišejo projekte, prosijo glede finančnih sredstva, dobijo nekaj, ne dobijo nekaj, ampak gre bistveno naprej. Jaz poznam veliko muzikantov, ki so z juga in ki veliko pripomorejo jazz sceni v Ljubljani. Vsi, glede na bogatstvo balkanske folklore in melodij, so udeleženci marsikaterih prireditev v Ljubljani in zelo radi sodelujejo z slovenskimi glasbeniki in obratno. Zdaj, kulturna društva so se začela ukvarjati v glavnem z humanitarnim delom na začetku, ampak v svojem imenu SKPD kulturno-sportsko, športno društvo, glasbeno, vse so dali danes in počasi so iz tega formirale interesne skupine, folklora, glasbena, zborovi. Iz časa v časa to je bilo bogatejše in bolj uspešno. Z gospodom Bojanom Knificem smo nekako prišli na idejo, da formiramo eno srečanje folklornih skupin in glasbenikov in večjih skupin in da en predstavnik vzame udeležbo na finalnem srečanju folklornih skupin v Sloveniji in to je zelo dobre rezultate dalo, ker je bila ena motivacija, da se gre naprej, da se pojavi mene zaključni prireditvi, ki so vsi najboljši Sloveniji izbrani. Rekel sem, da sem glavno to delalo na folklornem polju, ampak Društvo Srpska skupnost je ukvarjalo tudi z versko glasbo, veliko koncertov, veliko nastopov, tudi slovenskih glasbenikov poreklom iz bivših jugoslovanskih republik, tudi goste so iz matične republike, od tam iz rojstnega kraja in tako naprej. In pravim, da so zdaj veliko teh skupin, kulturnih društev nekako najde svoje mesto in
in so ratali zelo vplivne na kulturnem polju, na vodu, na glasbeno popolni sceni. Ne vem, če je potreba še. So potrebne kakšna prilagajanja, recimo, ko se prijavljate na kakšne razpise in tako mogoče? Pa zato so nekateri hodili na seminarije, na tečaje, da bi napisali razpis, ker je to španska vas. Kako napisati, da bi se dobilo, kako pa ne? Jaz bi tudi njeno pripomno dal, ko sem razmišljal, nisem je kaj povedati. Nekako interakcija ni glede, da se tudi eni projekti. Ne obstaja veliko nastopov, veliko koncertov, veliko projektov in veliko vabil smo pošiljali na Ministarstvo za kulturo in na javni sklad. Redko kdaj so bili udeleženci teh izvajanj projektov. Delovno mesto enega na javnem skladu mora biti 50% teren. Se pravi, da se vidi, oni napisal projekt, ta, izvajamo to pa to. In se tebe tu končal. Nobenega dokazila, da je to bilo. Bi moral biti strokovnjak, da vidi na kakšen nivoju, ker od tega odvisno, koliko denarja dobro na svetu. Vem, da je veliko društvo in da je veliko denarja gre, ampak kvaliteta gre samo s kontrolo. Lepa hvala. Gospod Jankovič je že omenil, da obstaja tudi druga glasbena področja, torej ne samo področje folklorne dejavnosti v tem smislu, ampak to nas zdaj pripelje do naše naslednje gostje, ki ni samo antropologinja in ne samo, ne ukvarja se samo z jogo, ampak je tudi DJ-ka, ne? Skratka, to je gospa Zana Fabijan Blažič, ki je imela tu študijske izkušnje in glasbene izkušnje na Japonskem, tako da zelo široko je razgledano in je zelo aktivna tudi v Gala na Metelkovi, ko smo videli, in zdaj zadnje čase predvsem s projektom Second Home v Rogu, ambasadi Rog. Torej, kakšni so izzivi organiziranja takih participatornih glasbenih dejavnosti za begunce, ker za to gre v tem primeru, ne? V organizacijskem smislu, pa tudi v vsebinskem smislu, če mogoče malce o tem svete. Če nekaj razložim, če sem nekaj kako prišel do tega prostora, ker sem zdaj aktivno, torej ambasada Rog. V Rogu smo pred 2 leti in takrat se je začela Balkanski koridor, ko je prišlo večje število prek Slovenije, smo začeli z aktivistično platformo Protirasistična fronta brez meja, ki je zelo hitro želela zelo hitro po svojem nastanku je vzpostavila stike z prosilci za azil, ki živijo v Ljubljani. Začelo se je tako, da smo organizirali dogodke v socialnem centru v Rogu, kamor smo povabili prosilce za azil in begunce. In se mi zdi, da je bila ravno glasba tisti prvi moment njihove participacije pri soustvarjanju teh dogodkov. Torej, naš cilj je bil navezati stik s temi ljudmi in nekako prek tega vzpostaviti neko skupnost, ki bo dovolj močna, lahko tudi, kako bi rekla, politično močna, da se bo lahko borila za svoje pravice. Skratka, in želeli smo jih prek vključevanja v skupnost opolnomočiti v novem prostoru, v katerem so se znašli. In ravno glasba je tisti prvi element. Večina ljudi, ki so prišli s tem na začetku, ni govorila na angleško in slovensko, smo pomenili kako prižgane zvočnike in YouTube in so lahko vsi prihajali tja in naredili svojo glasbo in je bil to nek prvi jezik, ki smo ga skupaj govorili, ko smo skupaj plesali na teh prvih dogodkih. Tega je že 2 leti, v tem času smo seveda se naučili komuniciranja, se naučili angleščine, slovenščine, in smo tudi postavili, dovolj močne in človeške in te skupnostne in politične vezi. Skratka, že od takrat smo skupaj dejavni v Rogu, nekaj časa je preteklo, da smo to vzpostavili, ampak ravno ambasada Rog je en ta prostor skupnega sodelovanja, ki smo ga vzpostavili kakšno leto nazaj. Gre za prostor, ki ga skupaj upravljamo zdaj tako begunci kot aktivisti. In
poskušal pustiti odprte roke, imeti odprte roke in odprte glave za vse njihove ideje. In zanimivo je bilo, da so ustvarili prostor, ki je bil tako na prvi pogled zelo podoben Metelkovi, torej zelo tak nenavaden preobrat. Se mi zdi, bi marsikdo pričakoval, da če daš zdaj popusam izbližnjega stola, ne naslova, zdaj pa narediti stola takšno, da bo všeč, da bo to nekaj orientalskega. Po tem, kar si mi predstavljamo, kako bi moglo biti, ampak ne, pač napisal nekaj, kar je bilo podobno Metelkovi, ker je bilo Metelkovi to všeč, ker je bilo to prostor, ker se s vami najprej započutili doma. In so potem nek ta preobrat naredili. In tudi prva stvar, kar se je želeli narediti v klub, skratka, ta Metelkova je bila zelo, imela zelo velik vpliv na njihovo dojemanje tega, kako se vključujejo v družbo. Naslednji rok je, da begunci postanejo aktivni akterji znotraj tega mesta in se sami pač prek tega, ker je bila Metelkova tisti prvi prostor, prvo, mogoče še prej, kjer da so se nekako znašli v Ljubljani. In kaj je mogoče ena taka ključna značilnost ambasade oziroma tega našega delovanja je, da vsi želimo ostati izven institucij, torej gre za neinstitucionalni prostor znotraj Skota. In je tudi, se mi zdi, edini tak prostor, ali eden redkih takih prostorov, v katerem se lahko begunci neinstitucionalno vključujejo v družbo, v mesto, v državo in tudi neko kulturno udejstvovanje. Ker, kako bi rekla, ko begunec pride v državo, je vršno zelo klepno institucije. Ali je to institucija azilnega doma, azilnih postopkov in tako naprej, ali pa potem vključevanje v razne tudi kulturne projekte, ki so namenjeni beguncem, ampak je mnogo ljudi, s katerimi imamo mi opraviti, pač to so čutilo kot omejujoče. Skratka, niso želeli biti, niso želeli, prav niso hvatili pač biti nekaj znotraj nekega okvira, ki jim določa, kaj bi oni zdaj mogli biti in na kakšen način bi se zdaj oni mogli vključiti v to novo družbo. Torej, begunec v takšnem sistemu, kot je najbolj prosperira, če igra podobo begunca, podobo nekega eksotičnega prišnega, ki sam prinese svojo kulturo in potem pač ponavlja hrane in tako naprej. Kultura ni nekaj, kar je v delih in potem ti to hraniš v večnost, ampak so neke prakse, ki jih pač živimo. In begunci, ki so prišli sem, večina od njih je zelo hitro postavili Ljubljančani. In se mi zdi, se marsikdo upela te ideje, da bi mogel vsak način ohranjati to svojo tradicijo, zaradi tega, ker pač bi jo moral, ker se to njega pričakuje. Ampak si želi biti akter na pač tej sceni, v tem mestu, na tak način, kot se sam želi. Kar ne pomeni, da zdaj recimo oni ne predvajajo arabska, iranska, afganistanska glasba, seveda jo, ampak ne kot nekaj egzotičnega, s čega predstavljajo svojo kulturo odprej, ampak kot nekaj, kar zdaj tukaj je. Torej, to je zdaj glasba, ki se predvaja v tem mestu. In je pač postalo to dejstvo, ker so oni prišli sem. To je zelo dragocen pogled tudi na Skopje. Naše teme. Jaz bi zdaj za konec pomagal profesora dr. Mitjo Žagarja, ki je znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja in tudi predava tako na Univerzi v Ljubljani, kot tudi Univerzi na Primorskem, ampak je tudi, kot vemo, predsednik strokovne komisije, ki je namenjena na Ministrstvu za kulturo, tako da nam lahko iz marsikaterega zornega kota daje napiv zaključek tega, kar smo zdaj poslušali. Prosim. Hvala lepa. Jasno smo z manjšinsko problematiko in z obravnavanjem manjšinske problematike se aktivno ukvarjali že tudi v obdobju prejšnje države. In to je nekaj, kar se pogosto pozablja in nekaj, kar kaže v meni, zaradi tega določene tradicije in tudi določene pozitivne izkušnje
vse kategorizirajo že odstali. In dejstvo je, da nekateri smo se zares začeli s tem problematiko človekovih pravic, manjšinskih pravic, vključevanje in integracije manjšin, individualne in kolektivne dimenzije manjšinskih pravic začeli ukvarjati že v 80-ih letih in še zmeraj nastavljamo. Treba je reči, da kakorkoli sem jaz zmeraj nezadovoljen situacijo, kakršna je v tem trenutku, pa po drugi strani moram tudi reči, da sem zadovoljen, kadar se ozrem nazaj in kakšen je bil razvoj. Če pogledamo na primer o osamosvojitvi Slovenije, takrat je bilo formalno samo priznanje dveh manjšinskih skupnosti, obeh avtohtonih narodnih manjšin, ki sta bili zapisani tudi v Ustavi. Formalno je bilo sicer že v Ustavo tudi vključena romska skupnost na podlagi skupnega prizadevanja vseh nas, vendar pa takrat še enostavno ni bilo poti in inštitucij, ki bi omogočali, da bi se za romsko skupnost karkoli zgodilo. V ostalih manjšinskih skupnostih se praktično nekaj dosti zgodilo, čeprav takrat je te mreže arabskih, afriških, ki so že delovala in sta bile tudi vključene v določene kulturne mehanizme. Kulturna skupnost je tukaj odigrala kar pomembno vlogo in to je tudi ena od pozitivnih izkušenj iz slovenske preteklosti, na katere smo žal precej pozabili, ki pa je na nek način poleg Ministrstva za kulturo in potem kasneje skladov za tista, ki je postavljal temelje, na kateri se je potem kasneje gradil. In mislim, da je zelo slabo, da se takšne zgodovinske izkušnje pozabijo, zlasti, da se pozabijo kakšne pozitivne prakse, ki so se takrat izoblikovali, in na primer zlasti pohvalili v Skandinaviji, v okviru svojih integracijskih politik. Tisto, kar se mi zdi izjemno pomembno, da govorimo o tem, je to, da je šlo za nek organski razvoj. In če pogledamo, kako je na primer prišlo do prvih sredstev za kulturo romske skupnosti, je prišlo do tega tako, da ste se v te manjšinski skupnosti odločili, da boste pač del svojih sredstev namenili prav za financiranje romske kulture in tukaj treba priznati postop, da so kasneje, da je bilo v tem takoj pristali na to, da se podobna praksa se v manjšem obsegu ponovi tudi za ostale manjšinske skupnosti, tako imenovane nove manjšine. In ta manjšinska solidarnost je nekaj, na kar pogosto tudi pozabljamo in kar je vsekakor treba omeniti. Tisto, kar se mi zdi tukaj zelo pomembno, da bi se to še ukrepilo, je kako na nek način spostaviti tako institucionalno, formalno sodelovanje med različnimi manjšinskimi skupnostmi, kot tudi neformalno, individualno sodelovanje. Mislim, da prav tukaj so tiste ključne možnosti in poti naprej. Ker zadeva nadaljnji razvoj, potem ta nekaj čas res potekal v okviru Ministrstva za kulturo, mi smo relativno kmalu ugotovili, da tega enostavno ena mejna skupina ljudi na Ministrstvu za kulturo svojo infrastrukturo, ki jo ima ne zmore, in zaradi tega se je takrat edina logična pot zdela to, da tiste manjšine, ki niso neposredno opredeljene v Ustavi ali v mednarodnih sporazumih, poskušamo na nek način uskladiti ta proces skozi javni sklad. In moram reči, da z manjšimi državami je to potem zaživelo. Tisto, kar bi si želeli vsi skupaj, je to, da ne bi prihajalo do takšnih nihanj pri financiranju, predvsem zmanjšanje sredstva občanstva, ampak da bi sredstva se vsaj ohranjala idealno in realno, tudi na to, da se manjšinske populacije v Sloveniji tečejo z novimi migracijskimi tokovi, pa bi bilo, da bi se stalno povečevalo. Dejstvo je, da niti približno sredstva, ki jih imamo, ne zadoščajo za potrebe, ki dejansko ostajajo. Mogoče bi bilo tukaj prav povedati še eno stvar. Naprimer, če povem zase, jaz v vseh teh letih poskušam tako reči, od 3 do 10, včasih tudi 15 dogodkov na leto obiskati na manjšinski kulturi. Ampak verjemite mi, da tisto, kar samo v okviru in tisto, ko što dobro spomniš časa se pogovarja v komisiji, mi dobimo vabila za približno 200-300 dogodkov na leto. In ob tem, da mi to delamo volontersko, ob vseh ostalih obveznostih, ki jih imamo, je za nas, ki smo vključeni v to, enostavno nemogoče se resne v takšne stvari. In tukaj bi bilo res nujno, da bi zdravstvo na skladu mogoče vzpostavili tukaj na kadrovsko strukturo, ki bi omogočila nadaljnji razvoj in tudi to neposredno komunikacijo, ki je pod vsemi vemo, ko se ukvarjamo z manjšinsko problematiko in z manjšinsko kulturo še zlasti pomembno. Za konec bi treba mogoče še eno stvar, ki ste tudi nekako samo po sebi postavljali kot nek poseben poudarek tega projekta. Namreč komunikacija, ki poteka med manjšinami in z manjšinami, je različna, poteka v različnih jezikih in na različne načine. Glasba je tisti univerzalni jezik, ki
dejansko omogoča povezovanje vseh, tudi takrat, ko postajajo jezikovne barijere, ki so sicer mogoče neprenostljive. In tisto, kar smo mogoče včasih naredili v preteklosti, je to, da smo na ta segment pozabili in smo pozabili, kako pomemben je ta segment glasbe, tudi za vključevanje in predvsem približevanje manjšinskih skupnosti in manjšincev, migrantov, širši javnosti. Namreč včasih je negativna reakcija, ki jo srečamo v javnosti, predvsem posledica pomanjkanja vedenja, znanja in razumevanja. In kadar se to premaga, je potem poražen in glasba je fantastičen način, kako to lahko obstoji. Srečna, hvala. No, v tej priložnosti bi rekel še tole. Prva svetovna konferenca, ki je bila glasbe in manjšino v naslovu, se je zgodila leta 1985 v Zagrebu. Torej, na območju nekdanje Jugoslavije. Profesor Jerko Bezič je bil glavni organizator, sicer po rodu iz Kranja, tako da nekako tole kontekstualiziramo. In seveda v teh naših knjigah boste najdeli veliko teh pomembnih povezav manjšina. Mi sicer definiramo manjšino v odnosu do večinske skupnosti, ampak so ti medmanjšinski odnosi izredno